Spoštovani, lepo pozdravljeni. Govorila bom o delavcih in socialni varnosti. Vemo, da se vsak državljan, vsak prebivalec države enkrat in ves čas srečuje z temi pravicami. Za področje socialne varnosti, socialnih zavarovanj, pravic delavcev, pravic družin in invalidov je bistvenega pomena usklajevanje s socialnimi partnerji. V socialnem dialogu sprejeti ukrepi so praviloma uspešni. Področje sociale, zdravstva, dela, pravic iz dela je raznoliko in pomembno za vsakega posameznika, skupnost in državo. Vprašanje demografije bo nedvomno prihodnja desetletja zaposlovalo tako strokovnjake kot politiko, saj smo hitro starajoča se družba, rojeva pa se nam na žalost premalo otrok. Izdatki za starost bodo močno narastli, zato je zavest o medsebojni pomoči in sodelovanju vseh generacij za razvoj srečne in zadovoljne družbe vedno večjega pomena. Temelj močne socialne države je medgeneracijska solidarnost, kjer starši skrbijo za svoje otroke in svoje starše in v krogu se zadeva ves čas potem ponavlja. V letih recesije je na žalost občutek medgeneracijske solidarnosti se je nekoliko zmanjšal, a le močna medgeneracijska solidarnost bo omogočila srečno državo in družbo takšno, ki bo ob pomoči države posameznikom in skupnosti zagotavljala ustrezno socialno varnost. Kako doseči družbo zadovoljnih generacij? Stabilno in napredno usmerjeno gospodarstvo, kar smo danes že slišali, zagotavlja osnovne vire za socialno varnost na vseh področjih, predvsem pa na področjih, kot so zdravstveno, pokojninsko-invalidsko, področje dolgotrajne oskrbe in dela. Javno zdravstvo čaka seveda prenova in to na različnih segmentih, poudarjamo pa postavitev jasne meje med javnim in zasebnim tako, da bo bolnik vedno postavljen v ospredje. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora biti vzdržno in stabilno. Mladim moramo omogočiti čim prejšnjo zaposlitev, starejšo generacijo pa ob spoštovanju njihovega delovnega prispevka spodbuditi, da podaljša aktivnost tudi tako, da hkrati prejema plačo in pokojnino. Ker želimo preprečiti nelojalno konkurenco, se morajo od vsakega dela plačati prispevki in davki, pokojnina pa vsako leto na novo odmeriti in s tem višati. Tudi dolgotrajno oskrbo je mogoče stabilno zagotavljati le na daljši rok in sicer z doslednim plačevanjem prispevkov. Nujno omogočiti več različnih oblik pomoči za starejše, da bodo lahko starost čim dalj časa uživali v domačem okolju. Seveda pa se je nujno lotiti tudi izgradnje primernih, manjših objektov za stanovanjske skupnosti starejših in izgradnjo novih domov za starejše. Prišli smo do delavcev, ki so nedvomno bogastvo družbe. Osnovna pravica je varna in ustrezna zaposlitev. Gospodarske rasti delavci žal še niso deležni in je ne občutijo. Le zadovoljen delavec dela dobro, kar pomeni seveda veliko dodano vrednost tudi za delodajalca. Zato morajo biti delavci deležni tudi dela dobička. Premalo je bilo v zadnjih letih storjenega za zagotovitev zakonitih zaposlitev. Tako imenovane prekerne oblike dela ne zagotavljajo varnosti, zato je nujno poskrbeti za priznanje podobnih pravic kot redno zaposlenim delavcem, tudi tem, ki delajo v takšnih oblikah dela in sicer po civilnih pogodbah, kot samozaposleni študentje ali celo zaposleni delavci, ki imajo pravice samo za krajši čas ali za par ur na teden. Varnost v družini in polna ulica sproščenih otrok pomenita srečno državo. Verjamemo v raznolikost ljudi, verjamemo v najširšo skupnost, verjamemo v državo. Hvala.